Naslednji program so The omogočili following prijatelji program in is paid sodelavci for by the friends misionarske and partners skupine of Joyce Joyce Meyer Meyer. Ministries. Kar vi rečete sami sebi, je bolj pomembno, kot kar kdorkoli drug reče vam. Če vi rečete dovolj dobrih stvari samemu sebi, ste lahko celo zelo blizu nekomu, ki si prizadeva uničevati življenja drugih, a vam ne bo mogel do živega. Danes bom samo sedela tukaj in imela z vami pogovor o stvarih, ki jih morate namenoma opravljati in ki razveseljujejo vaše srce. Koliko izmed vas se resnično veseli, da vam drugi povedo rešitev, ko imate težave? Jaz sem delovna osebnost in nimam rada, če imam nešteto problemov in ne vem, kaj z njimi storiti. Rada si poiščem rešitve. Tako bo danes nekaj vrste samopostrežna, ko vam ponujam predloge in vam pokažem poti, da se morate bolj veseliti življenja, kot se ga veselite sedaj. Božje kraljestvo ni snov, niti meso ali pijača, ampak je pravičnost, mir in veselje v svetem duhu. Kristjani bi morali vedeti, kdo so v Kristusu. In resnično, če poznate pravičnost, potem morate doseči mir v sebi in začnete umirjeno ljubiti sami sebe in bližnje. Vi morate spoštovati same sebe kot prenovljene po podobi Boga. Ko veste, kdo ste v Kristusu, si pridobite mir, ki prinaša veselje v vaše življenje. Zelo jasno je, da hudič dela nadure. Dvakratno, trikratno, 24 ur na dan, da bi vsakemu posamezniku ukradel prav to. Vendar mi ne moremo samo sedeti in opustiti prosto pot, imamo sovražnika. Sveto pismo ima mnogo imen zanj in nobeno ni prijetno. Zanj uporablja imena kot kača, zmaj, lažnivec, goljuf, oče laži, Satan, hudič. Mislim, da ni samo on sam slab, ampak ima veliko število pomočnikov. Pomočnikov 100, tisoče. Mogoče jih sploh ni mogoče prešteti. Vse te demonične sile, ki kradejo od nas. Vem, da mi ne radi mislimo o tem, vendar to je dejstvo. Mi imamo avtoriteto nad njimi. Mi nikoli ne bomo premagali Satana samo s pasivnostjo. Vi lahko še tako dolgo sedite na miru, dokler vaš obraz ne otrpne in si samo želite, da bi imeli več veselja, vendar vam to ne bo delovalo. Ljudem vedno pravim, da za takšno stvar ni dovolj samo želja, ampak potrebujete hrbtenico. Moramo vedeti, kaj storiti in se podvizati ter to tudi storiti. To je zelo preprosto. Jaz bom z vami podelila nekaj stvari in če jih boste napravili, boste postali bolj veseli. Če nočete biti veseli sami zase, potem se veselite zaradi Kristusa. Veselite se zaradi Kristusa, ker vi ste njegov predstavnik na zemlji. Ljudje, ki ne poznajo Svetega pisma, gledajo vašo nalepko in pozorno spremljajo vaše obnašanja, da bi videli, ali je kakšna razlika med vami in ostalimi ljudmi. Najmanj, kar lahko storimo, je, da smo nasmejani in da nam je všeč, kar je Jezus napravil za nas. Ali lahko vsak reče amen? Preberimo besedilo iz Janeza 10:10 in vas prosim, da še enkrat pogledate te verze, ki so osnova za ta sklop predavanj. Jaz imam rada to besedilo. Tat, torej hudič, prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Rada imam ta premor, ko Jezus reče, jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju. To je življenje, ki je polno in v izobilju. Želim, da vi napravite odločitev, da se boste veselili življenja. Ne bo se zgodilo samo zaradi počutja. Zjutraj se nisem zbudila s prekipevajočim občutkom sreče. Ali hočete zvedeti resnico? Moj hrbet je bil precej negiben zaradi spanja v tuji posteli in imela sem kar močan glavobol, ko sem se zbudila. Sedaj sem morala priti sem in... Amen. Vendar sem začela govoriti sama sebi. Navadila sem se, da govorim sama sebi, preden začne hudič.
Stvar, ki sem jo rekla zgodaj zjutraj, je, rada imam svoje življenje. Rada imam to, kar delam. Rada imam moje življenje. Rada pomagam ljudem. Ljubim to. Nisem čutila tistega prikipujočega, vendar sem namenoma veselim svojega dneva in se veselim sama sebe, ko sem tukaj in delam. Veselim se sama sebe, ker je Jezus umrl, da bi se mi lahko veselili vsakega posameznega trenutka življenja. Ne sedite tukaj in se ne bojte za prihodnost. Neverjetno je, koliko časa mi zapravimo prav sedaj, ko se bojimo stvari, ki naj bi se zgodile. Halo? Torej, prva stvar, ki jo lahko storite, je, da ste pozorni na svoje misli in se potem odločite za določeno misel, ker vi lahko namenoma nekaj mislite, veste? Morali bi se zavedati, kaj mislite in potem se odločite za določeno misel. Zakaj? Zato, ker tisto, kar mislite, tudi postanete. Umu ne bomo nikoli prišli do konca. Pravkar sem končala svojo novo knjigo z naslovom Moč uma. Moja najboljša knjiga do zdaj je bila Bojno polje uma. Mi imamo bojno polje uma za odrasle, bojno polje uma za pobožne, bojno polje uma za otroke, bojno polje uma za mladostnike, bojno polje uma za delovne. DVD-je, CD-je, rekli boste pa dobro, zakaj imate vse to? Zato, ker potrebujemo celo prikolico pomoči. Sveto pismo nam jasno pove, da je Jezus umrl, da bi mi imeli zares lepo življenje. Vendar edini način, da bomo kdaj to izkusili, je v popolnoma obnovljenem umu. Satan je goljuf. On napolni naš um z lažmi. Vi se ne morete veseliti življenja, kajti imate preveč spornih zadev. Če vi ne veste resnice o Božji besedi, da je Jezus prišel, da bi mogli imeti življenje in se ga veseliti, potem boste verjeli Satanovi laži. Kar mislite, to tudi postanete. Vendar, ko veste resnico o Božji besedi, boste postali svobodni. Mimogrede, resnica je edina, ki premaga goljofijo. Ko boste postavili resnico, vaše življenje vas bo osvobodila. Tako vam hočem na glas in jasno povedati vsem, ki gledate televizijo, da lahko mislite, kar hočete misliti. Ni vam treba misliti vse, kar vam pade v glavo. Vi lahko izbirate misli in če ste pametni, potem boste misliti to, kar vam daje moč vašemu življenju. Imejte misli moči in ne misli slabotnosti. Amen. Pregovori nam pravijo, kar mislite, to tudi postanete. Če imate žalostne in jezne misli, boste žalostni in jezni. Če imate vesele misli, boste veseli. Če se zahvaljujete in imate pozitivne misli, boste postali srečna osebnost. Če imate negativne in kritične misli, potem želite ugotoviti, kaj je narobe z vašo okolico. Sramujte se, če so vse misli negativne, odkar ste stopili v predavalnico. Te luči so presvetljene, nekaj luči bi bilo treba ugasniti. Glasba je preglasna, skoraj ponoriš, saj vam pravim. To je tako žalostno. Ko pridemo, potem ko smo garali in dobimo pismo od nespametne osebe, ki vse, kar hoče povedati, je samo godrnjanje. Mi pa nismo bili namenoma takšni. Moramo se opreti tem kritičnim duhovom in reči, jaz ne bom živela tako. Mnogo lepih stvari je v mojem življenju in jaz jih bom ohranila in mislila o njih ter začela govoriti o njih. Če mislite dobre misli, se boste bolj začeli veseliti življenja. Zakaj naj bi neko razumno človeško biti mislilo stvari, ki ga napravijo nesrečnega? Ne morem si pomagati, kar pride v moje misli. Vidite, to je Satanova laž. In mnogo let sem isto mislila tudi sama. Mislila sem v redu, ampak nisem vedela, kar vam danes pravim. Saj lahko takoj postanete bolj veseli, ko ste pozorni na vaše misli. Bodite oseba, ki je polna upanja. Upanje je pozitivno pričakovanje, polno veselja.
Kajti nekaj lepega se vam bo danes zgodilo. Vidite, ni pomembno, kje ste prav sedaj. Vi lahko mislite in rečete, nekaj lepega se mi bo danes zgodilo. Preden sem prišla sem si pravila, to jutro bo čudovitno srečanje. Imeli bomo čudovit čas. Verjamem, da se bo življenje mnogih spremenilo. Amen. Rimljanom 5. poglavje, vrstica 2 do 5. Upanje spodbudi veselje. Ljudje brez upanja so nesrečni. Srce boli tiste, ki odložijo upanje. Počutite se notranje bavnega, ko nimate upanja. Gotovo, da ste nekateri prišli na to predavanje potrti, v upanju, da bi slišali Božjo besedo. Prišli ste, da bi se vas Bog dotaknil. Ni treba, da ste potrti, ker lahko namenoma upate. Namenoma lahko upate. V Svetem pismu je odlomek, ki mi je zelo všeč, govori o tem, da smo mi lahko ujetniki upanja. To pomeni, ne morem pomagati. Jaz bom samo upala. Ne bom se ozirala na to, kako se zdi to neumno, vendar ne morem nič drugega storiti. Jaz ne morem živeti tako bednega življenja. Rekli boste, dobro, kaj če upam, sem potem razočaran, v redu, ampak dokler ste upali, ste bili srečni. Če se stvari ne bodo tako iztekle, kakor ste hoteli, potem je to to. Potem se pa stvari ne bodo iztekle, vendar kakor ste želeli, vendar se ni treba namenoma počutiti nesrečne. Po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo s upanjem na Božjo slavo. Vsi rečemo upanje. In izkusiti se veseliti Božje slave še več, sedaj bodimo polni veselja. Kdaj? Sedaj. Kdaj? Kdaj? Sedaj. Prav tukaj je zelo pomembna točka, ker veliko ljudi pravi, jaz bom srečen, ko. Včasih prisluhnem sebi. Srečna bom, ko bom to. Srečna bom, ko bom ono. In rečem, ne, jaz bom srečna zdaj. Ne dopustite misliti, srečna bom, ko bom zaključila šolanje. Srečna bom, ko bodo otroci odrasli. Bila bi srečna, če bi bila poročena. Bila bi srečna, če ne bi bila poročena. Bila bi srečna, če bi imela večjo hišo. Bila bi srečna, če ne bi imela tako velikih stroškov s to veliko hišo. Bila bi srečna, če bi imela drugo službo. Ne. Tu nekdo krade vaše veselje, preden naredite odločitev, da bi bili srečni sedaj. Mogoče vam je sovražnik lagal in prišepetal, to ni mogoče. Seveda je mogoče, ker prav to v Božji besedi. Veselite se sedaj. V polnosti se veselite, v vseh bridkostih. Saj vemo, da bodo preizkušnje in trpljenje na koncu prinesle dober sad. Veselimo se in radujmo. To ne more biti res. Pa ne samo to, ampak se celo ponašajte s svojimi stiskami. Neverjetno. Zakaj bi Bog hotel, da bi bili veseli, ko smo v težavah? Zato, ker veselje prinaša moč. Žalost vas izprazni, oslabi. Vse, kar se vrti okrog depresije, malodušnosti, obupa ali potrsti, je dol. Iz vas izsrka življenje. Vendar dober smeh, smeh iz srca, vam da občutek spomladanskega vetriča, ki veje skozi vaše telo. Vzdigne vas in vas naredi pokončne. Ni čudnega, da hudič hoče vaše veselje. Njega ne zanimajo vaše stvari, ne zanima ga, če se vam pokvari pralni stroj ali sprazni guma na avtomobilu. Kar želi, je vaše veselje. On je tat veselja. Amen. Bodite polni veselja sedaj. Veselite se tudi v težavah, veselite se v trpljenju. Veste, ni načina, da bi kdorkoli lahko to izvedel, če bi se naslanjali samo na občutke.
Zato sem se po 35 letih Božje bližine izučila, da to lahko storiš namenoma. To je bilo zame zelo pomembno pred 7, 8, 9 leti, ko sem se zelo resno učila hoditi v ljubezni. Kako vi ljubite ljudi, ki jih niti ne marate? To napravite namenoma. Čudovito je, ko se naučite, da ni potrebno čutiti nekaj, da bi to storil. Vi lahko to storite namenoma. Vsakeč, ko storite to, kar je pravilno, ko ne čutite tako, rastete. Ali me slišite? Vsakeč, ko storite, kar je prav, ko čutite prav nasprotno, rastete. Bolj, ko boli, bolj rastete. Nekateri izmed vas mislite, jaz bom toliko zrastel, kolikor bom hotel. Vem, ko sem pred leti brala, Bog kaznuje in graje tiste, ki jih ljubi. Nekoč sem si mislila, ne me tako zelo ljubiti. Še bolj sem se naučila. Ponovno poglejmo besedilo, ker je tako dobro. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Naše življenje postane navada. Danes se odločite, da se boste namenoma veselili življenja. Ni pomembno, s koliko vrste težav ste prišli s tem. Najdite nekaj, česar se boste veselili namenoma. Mislite na nekaj, kar vas naredi vesele. Bodite blagoslov za nekoga. Odklonite, da bi bili 24 ur žalostni, mračni in bi mislili na vse vrste negativnih stvari, ki si jih morate izmisliti. Prva stvar, kako povečati svoje veselje, ko pazite na dogajanje v umu. Kaj se dogaja v vašem notranjem življenju? Kaj se dogaja za temi zaprtimi vrati? Kako govorite sebi? Posebej pozorni bodite, kako govorite sebi o samem sebi. Rekla sem dobro stvar o sebi. Samo v slučaju, da nihče ne naredi tega, sem že poskrbila zase, ko sem govorila dobre stvari o sebi. Res je, da tega nisem storila že mnogo let. Vse vrste slabih stvari se že povem, vendar ne boste veseli. Če se ne naučite, da se veselite sami sebe. Naučiti se morate, kako se veselite Boga in samega sebe. Ko storite to, se začnete veseliti tudi drugih ljudi. Kako govorite o samem sebi, o svojem življenju, o prihodnosti, preteklosti, o situacijah, v katere ste vpletene? To se ne bo nikoli spremenilo. Jaz sem tako bolna in utrujena, bolna in utrujena, bolna in utrujena. To greste k Bogu in rečete, ne vem, zakaj sem tako bolna in utrujena. Dajte no, pridobimo si malo razsvetljenja. Jaz sem utrujena in bolna, ker sovražim zaposlitev, sovražim svoje življenje in ne vem, zakaj sem nesrečna. Kar pravite sami o sebi, je bolj pomembno kot to, kar drugi pravijo o vas. Dejstvo je, če rečete dovolj dobrih stvari sami sebi, ste lahko celo skupaj z nekom, ki posveti celo življenje, da bi ljudi uničeval in vas niti preveč ne vznemirja. Ker tisto, kar je pomembno, je to, kar vi veste o sebi in ne, kar vsi drugi mislijo o vas. Govor samem o sebi izrazito vpliva na naše razpoloženje. Naj vam povem, lahko bi bila nerazpoložena, če ne bi govorila sama sebi. Sveto pismo pravi, da naj se opremo hudiču pri njegovem napadu, ali pa ko ste šli naokrog in ste stopili v neko sobo, ter ste začutili v ozračju, ti se želijo prepirati. Moja mama je zelo prijazna ženska, vendar je stara 86 let in živi v domu za starejše občane.
Dobila je majhno stanovanje, imela je zelo resne probleme z očmi, kajti izgubila je vid na enem očesu in na drugem je dobila očesno mreno, tako da za 3 mesece ni mogla dobro videti, pravkar je prestala operacijo na očesu in sedaj lahko hodi, veste, vse te stvari je morala dati skozi. En dan sem jo obiskala in ona je sedela na robu postelje in gledala nek program. No, mama, če me slišiš. Ona je tam sedela na robu postelje in jaz sem mislila, rada bi se prebirala. Ni izpolnila menija, da bi dobila hrano. Jaz sem mislila, da bi ji pomagala in sem ji začela pomagati, vendar karkoli sem naredila, je bilo narobe. In končno je pograbila ta meni in rekla, nisi vredna počnega groša, daj se to vsem in bom dobila nekoga drugega, da mi to naredi. Rekla sem, dobra, pa sem, da plačujem račune. In je rekla, ja, zato si dobra. Veste kaj, bilo je neko obdobje v mojem življenju, ko me je to zelo prizadelo. Vzela sem si čas, da bi te videla in vse, kar lahko storiš je, mislim, veš kaj, požvižgam se na to. Bolj, ko mi je bilo vseeno, lažje je ona šla preko tega. David je podoben. On si nadene masko godrnjavega prodajalca v trgovini. Veste, včasih moram iti proč od njega. On bo vedno bolj siten, dokler se mu vsi ne smejemo. Daj no, zakaj si tako siten? Daj, nasmej se malo. Kaj pa vaša domišljija? Kaj se godi v vaši domišljiji? Kaj je na filmskem platnu vaše domišljije? Ali si predstavljate dobre stvari ali slabe? Ali verjamete v najboljše? Ali verjamete v najslabše? Ko vidite podobe vaših otrok v mislih, kaj bo iz njih? Predstavljati si jih morate po končani šoli. Dobra služba, dobro delajo, spreminjajo podobo sveta. Čudovito izgledajo, skrbijo za vas, ko ste stari. Jaz sem že povedala mojim otrokom, poslušajte, če kdaj ne bom mogla narediti teh stvari, tole si želim. Vsak teden novo frizuro in postrižene nohte. Želim popiti 2 dobri kavici vsak dan, eno zjutraj in eno ob 2 popoldne. Bolje, da začnete zdaj govoriti dobre stvari o tej mladini, kajti če boste dovolj časa živeli, bodo oni vaši varuhi. Samo ne gledajte nikoli za nekom in si mislite, zate ni upanja, nikoli naredite tega. Nikar ne gledajte nekoga in mislite, zate ni upanja, naj vam povem, pri Bogu je vse mogoče. Kaj pa vaše navade? Kakšne so? Navade niso vse, vendar so najbolj pomembne. Imeli boste osebo s slabimi navadami in ne morete narediti ničesar, da bi jo osrečili. Nekoga imate z dobrimi navadami in hudič ga kar ne more utruditi. Jaz ne bom govorila sama sebi. Kakšne navade imate vi? Sedaj se dobro obnašate. Kakšne navade imate doma? Jaz nočem vedeti nič o vaših navadah tukaj in na Veliki petek. Mislim, da ste razburjeni. Vi ste prisustvovali predavanju danes večer in ste imeli eno predavanje zjutraj. Imate čudovit konec tedna. Vendar, ko pridete domov, je vse neznosno. Morate iti skozi. Ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek, soboto in nedeljo. Sveto pismo pravi v Efežanom o navadah 4:23, da se prenovite v duhu svojega uma. Veste, če ste se zjutraj vstali in niste bili dobro razpoloženi, potem bi se morali pogovoriti sami s sabo. Niso drugi krivi, če ste se zjutraj vstali z napačno nogo. Pogovorite se sami s sabo. Če ste vstali z napačno nogo, potem pojdite nazaj, zlezite v posteljo in se vstanete s pravo nogo.
Navade zahvale spodbudijo v življenju tako veliko veselja. Namenoma se zahvaljuj. Ves dan sem obstala pri psalmu. Verjetno sem ga že navedla 20-krat. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker ve, komaj traja njegova dobrota. Ali hočete premagati hudiča? Začnite delati to, kar je storil Jozafat, ko se je sovražnik bližal. Jaz se preoblečem in grem v bitko, ti pa bodi oblečen svoja oblačila. Nikoli ne boš videl svojih sovražnikov. On se je sklonil in je začel moliti, vendar so bili poslani tudi pevci, ki so peli in slavili, šli so in peli. Slavite Gospoda, ker je dober, ve, komaj traja njegova dobrota. Slavite Gospoda, ker je dober, ker ve, komaj traja njegova dobrota. Ne delajte tega samo tedaj, ko ste v cerkvi in pojete skupaj s svojim občestvom. Molite doma, slavite doma. Slavimo Gospoda, ker je dober, ker ve, komaj traja njegova dobrota. Nahajam se v majhni vasici sredi afriške džungle in vidim neverjetne stvari. Satelitski krožnik na strehi te male hiške. Torej, če ste naš partner, lahko rečete, da nam pomagate širiti Božjo besedo tudi v najbolj odročne kraje na zemlji. Če postanete naš partner, boste spoznali, da vaši darovi pomagajo spreminjati življenje ljudi v stiski širom po svetu vsak dan. Pridružite se nam danes. Mnogi izmed vas sem šla v življenje skozi mnogo bolečih čustvenih situacij. Če ne bi bilo pomoči odpuščanja, mislim, da ne bi stala danes tukaj. Bog odpušča nam in nam daje milost, da mi odpustimo drugim. Naredite si uslugo, odpuščajte. Pomenite nam več, kot si lahko predstavljate. Cenimo vas in se zahvaljujemo vsem prijateljem in sodelavcem misionarske skupine Joyce Meyer, da nam omogočajo naše poslanstvo po vsem svetu. Skupaj hranimo lačne, oblačimo Boga in oznanjamo Gospodovo besedo mnogim narodom. Prosimo, kontaktirajte nas ali obiščite našo spletno stran joycemeyer.org, kjer lahko oddate svoje molitvene namene, bolje spoznate naše delo in vidite Joyce in urnik. Pridružite se nam v partnerstvu, da bomo skupaj delili Kristusovo ljubezen svetu. Predvajana oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.